Dober večer. Danes je moja tema resnica osvobaja in osrečuje. Poznamo dve vrste resnic. Prva resnica je ta zemeljska resnica. Več ali manj jo vsi zelo dobro poznamo. Resnica je, ko nekdo reče, danes imam pa slab dan. To je resnica. Lahko tudi reče, imam prazno denarnico, tudi to je resnica. Lahko reče, slabo se počutim. Tudi to je resnica. Ja, poznamo zemeljsko resnico. Jaz sem jo zelo, zelo dolgo poznala, predolgo to zemeljsko resnico. Pa mi ni bila všeč. Ni me osrečevala. Nasprotno. Pri 28 letih sem bila naveličana življenja. Razmišljala sem, da bi ga kar zaključila. Ni mi bilo lepo, tudi srečna nisem bila. Čeprav moram priznati, sem imela vse pogoje za srečo. Lepo stanovanje, tudi hiško, dobro službo. Ljudje so me cenili, spoštovali, vendar moja duša, moje srce pa ni bilo srečno. Ker moja resnica ni bila prijetna, niti ne lepa. Šele na grobu svoje mame se je nekaj zgodilo v moji duši. Slišala sem glas, notranji glas, ne pojdi po mamini poti. To ni pot sreče. Pri 53 letih je na žalost se poslovila od zemeljskega življenja. Veliko je tožila, veliko zamer je imela, veliko sodb, upravičenih. Zemeljsko gledano imela vse razloge za žalost, bolečine in tudi za zelo zgodnjo smrt. In vendar na grobu slišim glas, notranji, razodetje, razsvetljenje, kakorkoli že temu rečemo. Ne pojdi po poti, ki vodi v trpljenje. Odpuščaj, pleši in bodi srečna. To je bil recept za mene nedosegljiv. Le kako ne bom srečna, saj sem 29 let živela v realnem zemeljskem svetu, ker so bile bolečine, prevare, laži, trpljenje. In tudi nisem imela družinskega, dobrega zgleda. In vendar so te besede bile seme v mojem življenju. In imela sem eno čudežno spremembo, podporo, dobesedno iz neba. Kot da je ta moja mama mi odprla pot do globjega razumevanja življenja. In začela sem spoznavati drugo resnico. Božjo resnico. Pravo resnico. Resnico, ki dejansko osvobaja človeka od trpljenja, bolezni, od jeze, sodbe, zamer, celo od smrti. Hvaležna sem, da sem imela to priložnost, to milost, da sem spoznala tudi drugi del resnice. Tisto resnico,
ki jo želim, da bi jo popolnoma vsi ljudje na svetu sprejeli, spoznali, zaživeli in o njej govorili. To je resnica, ki usrečuje. Resnica, ki osvobaja. Resnica, ki nam daje notranji mir, ki je popolnoma drugačna od zemeljske resnice. To, kar je za človeka, zemljana, modro, je za dobesedno nebeščana neumnost. In obratno. Kar je včasih za zemljana nesprejemljivo, je za Božji narod sprejemljivo in razumljivo. In na en način sem v starej resnici umirala iz dneva v dan in vedno bolj sem živela novo resnico. In ta nova resnica me je začela oddaljevati od starih prijateljev. Zapuščala sem stare navade, stare misli. Nisem več tablet jedla proti glavobolu ali za bolečine, proti bolečinam. Nisem se več kregala, ločevala, bežala, jezila. Vse se je začelo spreminjati, ker sem želela živeti to novo resnico. Imam svobodno voljo, da mislim, verujem to, kar želim, za kar sem se osebno odločila. In ker sem dobila to novo resnico, da obstaja resnica, ki osvobaja človeka od trpljenja, od bolezni, celo od smrti, sem bila toliko modra, da sem se te nove resnice oprijela dobesedno z vsemi štirimi, z dvemi rokami in z nogami in tudi svojim srcem. Za marsikoga sem bila fanatik. Za nekatere celo za okolje. Moj oče me ni razumel. Celo nasprotoval mi je. Tudi slovenski sistem mi je nasprotoval. Veliko ljudi me je obsojalo. Nekateri so me imeli za fanatičarko, nekateri za zmešano, nekateri za New Age. Ampak jaz sem bila pa z dneva v dan samo bolj srečna, bolj svobodna, bolj osvobojena. Zakaj? Kaj se je v mojem življenju spremenilo, da se je to zgodilo? Samo sprejela sem resnico, da sem otrok ljubezni. Da sem ljubljena. Da sem okej, da nisem grešnica. Da sem vredna. Da me življenje podpira. Zelo malo sprememb je bilo v bistvu v mojem življenju. In vendar se je moja kvaliteta življenja zelo, zelo spremenila. Osvobodila sem se zamer, osvobodila sem se številnih bolezenskih stanj, osvobodila sem se ločevanja od ljudi, osvobodila sem se od sodb, od tožb, od jeze, od agresije, depresije, apatije. In zaživela novo življenje. Samo zato, ker sem sprejela resnico. Ne zemeljsko, ampak nebeško, božjo.
In ta resnica me še vedno osrečuje, osvobaja, tolaži, navdihuje in me dela živo. In ko sem ustanovila Društvo za srečno življenje, sem bila srečna, ker sem prizemljila resnico. Prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje je brezpogojna ljubezen. Kaj je brezpogojna ljubezen? Nikogar soditi, nikogar obtoževati, vsem vse odpustiti, širiti evangelij, radostno vest, da imamo zastonjski dar, dobesedno z neba, to brezpogojno ljubezen, da imamo svobodno voljo trpeti ali se veseliti življenja, razmišljati o smrti ali razmišljati o življenju, biti dobrohoten, dobrotljiv, odpuščajoč ali biti zamerljiv, jezen, agresiven, brezvolen. Ja, mene je resnica osvobodila in usrečila. Vprašajte se, dragi moji člani Društva za srečno življenje Belis, kaj je tisto, ko vam v tem trenutku preprečuje, da bi bili svobodni, srečni, zdravi? Je morda kakšna zamera do svoje mame, očeta, bratov, sester, do sistema, do vlade, do zdravnikov, do zemeljskih resnic? Če je zamera, potem ne morete biti srečni. In če želite biti srečni, se boste morali tudi vi odločiti za resnico. Tisto pravo resnico, ki osvobaja, osrečuje. In to je brezpogojna ljubezen, ki jo sprejmemo v svoje srce in jo darujemo vsem bližnjim. Tudi tistim, ki so naši, v narekovaju, sovražniki, ki v nas grdo mislijo, govorijo, nam kaj grdega storijo. Tudi te ljudi je potrebno vzljubiti, jih blagoslavljati in o njih samo dobro govoriti. In dragi moji člani Društva za srečno življenje, če želimo res biti srečni, potem zaživimo to resnico, to je ljubezen, ki jo sprejmemo v svoje srce in jo darujemo sebi in vsem ljudem. Hvala lepa za vašo pozornost.